Habib je iz Pakistana in ne more brskati po YouTubu. Chong Shei živi na Kitajskem in nima Facebooka ne Twitterja, saj sta tam prepovedana. Poleg tega se mora vedno, ko dostopa do spleta, vpisati s posebnim geslom, da kitajska vlada vedno ve, kdaj je na spletu in kaj tam počne. John živi v Avstraliji in velikokrat naleti na zaklenjeno spletno stran. Ko vlada ali določena organizacija državljanom prepove dostopati do spletnih strani, govorimo o spletni cenzuri. Države, ki so na zemljevidu označene zeleno, imajo srednjo stopnjo. Tiste označene roza pa imajo visoko stopnjo spletne cenzure, pravimo jim tudi sovražnice spleta. V Pakistanu je vlada zaklenila YouTube, ker je tam objavljen film, ki naj bi žalil preroka Mohameda. Na Kitajskem je vlada prepovedala vsako spletno stran, na kateri bi pisalo, da ne dela dobro in da slabo skrbi za državo. Avstralija, ki je na zemljevidu obarvana zeleno, ima srednjo stopnjo cenzure. Avstralci tako ne morejo dostopati do strani, ki prikazujejo prepovedane dejavnosti, na primer kako pridelati mamila. Obstajajo torej različni razlogi za spletno cenzuro. Včasih država ne želi, da bi na spletu žalili vero, drugič vlada noče, da bi jo kdo kritiziral, lahko pa tudi želi zaščititi ljudi pred prepovedanimi dejavnostmi.